Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige, Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba v Rogaški Slatini smo, pred nami pa je zelo pomembna tekma. Če se pošalim, lahko rečemo črno-beli derbi v ligi, Rogaška in Mura. Rogaška najbolj vroča ekipa spomladanskega dela, Mura pa ekipa, ki še čaka na prvo zmago v spomladanskem delu. Morda je tale današnja tekma zelo primerna, najbolj primerna zanj, da jo najde. Antolin sicer eden izmed tistih, kot v Muri radi rečejo, domačih fantov. Medtem pa podaja proti Lamiju, to je nevarno, vendar žoga čez gol. Se vse skupaj hitro sesuje, ampak Trontelj ima medtem veliko prostora. Trontelj proti oddaljenejši vratnici, tu bi lahko tudi streljal. V prvih 10 minutah je bila, zdaj morda priložnost Antolin in kakšna obramba Ajdina Mulaliča. Uroš Korun je takrat predčasno končal s tekmo, ko je odrinil domačega stratega, ki je sicer na koncu kar teatralno padal, ampak kdo bi mu to lahko zameril. Mulalič pa medtem na pravem mestu, Trontelj pa tudi nasploh prva medsebojna tekma brez zadetkov v prvem delu igre. Kureš pa medtem v naletu, ni bilo, kot kaže, offsajda, Kregar do strela, pa vendarle dvignjena zastavica. Vujčič pa na to še Kambič, vendar ne najbolj posrečeno. Antolin do strela in lahka naloga za Mulaliča. Nekaj debate z sodnikom, no zdaj Kambič proti oddaljenejši vratnici, priložnost! Tule se ni zatresla mreža, ampak tako ali tako je šla žoga čez zadnjo črto v gol out. Nadaljujete z nabiranjem točk v spomladanskem delu. Pred tekmo ste rekli, da ne sprejemate vloge favorita glede na položaj, v katerem je bila Rogaška pred začetkom tega spomladanskega dela. Ste zadovoljni s točko ali ste vseeno upali, da bi pa lahko danes prišli do novih 3? Seveda smo upali, da bi dobili polni skupiček, ampak tretja tekma v enem tednu, zopet zelo pomembna in na koncu je važno, da ne izgubiš. Nova točka je na kontu, nova 0, 3 tekme zapored, 3-0, tako da ja, zelo zadovoljni in zelo ponosni na fante, kar smo naredili v teh 8 tekmah, da smo se spravili v nek normalen položaj za borbo za obstanek. Zdaj, če gledava prvo mesto na spomladanski lestvici, četrtfinale pokala, če se ne motim, se vam s koncem sezone izteka pogodba, se že kaj dogaja v klubu, da vas zadržijo? To je bolj vprašanje za vodilne v klubu. Drugače pa, ja, super. Če bi kdo pred sezono nam rekel, da se bomo po 8 kolih tako približali, prišli na to pozicijo, da bomo osvojili toliko točk, bi ga pogledal malo izpod obrvi, ampak mislim, da smo vsako tekmo pokazali neko srčnost, neko kompaktnost in da smo zasluženo nabirali točke, še zdaleč pa, da je delo opravljeno, čaka nas naporen zaključek sezone. Smo v igri, tako ste že omenili, na obeh frontah, tako da dobro se spočiti, zaceli te male poškodbe in z novim zanosom, elanom iti v zadnjo četrtino. Koliko je dobrodošel reprezentančni premor ob takšnem nizu? Lahko prekine pozitiven niz z psihološkega vidika ali kako gledate na to? Ja, mogoče ni v najboljšem trenutku za nas, zato ker smo pač v nekem rezultatskem pozitivnem nizu, ampak če pogledaš igralce, absolutno nuja. Na rezervi in nimamo tako širokega kadra, da bi si lahko privoščili neki velik menjav in ti fanti so do zdaj res izgarali, zato sledi res dober počitek in mikrociklus in napolniti baterije, da potrdimo te rezultate tudi v zadnji četrtini. Gospod Drobne, hvala in srečno. Hvala lepa.
Anton Žlogar po obračunu z Rogaško, ničla v obrambi, to vas zagotovo veseli, ampak ničla pa tudi v napadu. Kako ste videli tekmo na zahtevnem terenu, kako se je zdela vam igra Mure, kaj je morda tisto, kar vas je navdušilo in kar vas je razočaralo? Dobro, mi smo danes se zavedali, da nas čaka težka tekma. Odigrali smo po moji oceni zelo dobro tekmo. Rogaški praktično nismo dovolili veliko priložnosti. Zavedali smo se, da igramo proti ekipi, ki ima 4 zaporedne zmage. Priigrali smo si spet 3-4 lepe priložnosti. Tu je problem, realizacija je problem, ampak mislim, da drugače pristop, agresivnost, kompaktnost je bila na nivoju. Fantje so se, bom rekel, odigrali dobro tekmo in škoda je na koncu, da nismo dosegli pač zadetka iz teh priložnosti, ker bi šla verjetno tekma v drugo smer. Se je pa zdelo, ko je Oskar Drobne tisto dvojno menjavo spremenil taktično postavitev, da so vaši fantje potrebovali nekaj časa, da so se na to privadili, vse tako se je zdelo z roba igrišča tam med 60 in 75 minuto? Ne, mi smo videli, da so šli takoj, da je šla Rogaška v 3 zadaj z 2 napadalci, ampak kljub vsemu vedeli smo, da so močni v prekinitvah, v skoki igri in zato nismo želeli dosti spremenjati v sami postavitvi. Pač tudi obračamo igralce, kot jih imamo, gledamo, da ne zgubljamo višine za prekinitve, da ne bi z tega bili kaznovani in bom rekel, imeli smo 2 mogoče slabša momenta med 20 in 30 minuto, ko smo se preveč povlekli nazaj in ta nek trenutek, ampak trenutno nismo še v situaciji, da bi 90 minut nadzirali tekmo. Moram pa reči, da sem zadovoljen s pristopom in s tem, da pač Rogaška v bistvu neke resne priložnosti ni imela. Mi pa moramo svoje pač v bodoče, če bomo želeli čim prej priti iz te cone, jih izkoriščati, ampak v danem trenutku je točka v Rogaški Slatini v redu. Samo še morda v reprezentančnem premoru, vi boste takrat igrali tekmo, je to morda celo bolje za vaše fante, da imajo takoj možnost, da pridejo do zmage, ki si jo tako želijo v spomladanskem delu, da ni predolgega premora? Pa dobro, po eni strani bom rekel, imamo zdaj po dolgem času spet slab teden, 6 dni do tekme v Kopru časa, da se na tekmo pripravimo. Mi v bistvu nismo od mojega prihoda igramo na vsake 3 dni, 4 dni, težko je trenirati, izkoriščamo pač vse priložnosti, možnosti za trening, tako da bomo ta teden izkoristili normalno, poškodovani igralci se vračajo v kader in jaz bom rekel, ta današnja predstava me navdaja z optimizmom za naprej. Gospod Žlogar, hvala in srečno. Hvala. Ajdin Mulalić, zaklepate vrata kot za šalo, Rogaška z vami v golu, zelo mirno v obrambi, ničle od zadaj. Nova točka danes proti Muri, zagotovo ste zadovoljni? Ja, sigurno smo zadovoljni. Bila težka tekma, tudi vreme načeloma težko, ob eni uri, ampak je ekipa še enkrat pokazala karakter. Smo odigrali dobro tekmo, znova smo zaklenili, sigurno, da se počutimo ok, eno golo posebej za golmana je ful pomembno, da drži nulo. Nam je to uspelo že z mano uredno golo, mislim, da 5 tekem, če ne štejemo pokal. Sigurno sem vesel, da tako gre, upam, da bomo še naprej tako nadaljevali. Kako pa ste sicer z vratarskega položaja spremljali današnjo igro v napadu? Zdelo se je, da so se Moraši zelo dobro pripravili na Patrika Mijića, ga zaustavljali, pa tudi na Kregarja in Kureža, ki danes niso toliko prišli do izraza kot v prejšnjih krogih. Ja, lahko bi rekel tako, načeloma Mijić, Kregar in Kurež sta igralca, v vsako tekmo, vsak nasprotniku lahko naredijo probleme. Do zdaj je bilo vedno tako, dan so jih zaprli, ampak nič za to, mislim, da bo že naslednjo tekmo svet boljši. Najlepša hvala in srečno. Ja, hvala vam. Borna Proleta, zelo zahtevna tekma v obrambi, veliko zadolžitev na koncu, ničla, ampak ničla tudi v napadu. Kako ste zadovoljni z rezultatom? Pa mislim da možemo biti zadovoljni s rezultatom. Rogaška je u odličnoj formi, znali smo gdje dolazimo, težak teren, okolica, sve na njihovoj strani. Mislim da možemo biti zadovoljni nulom. Imamo malih problema u realizaciji, ali mislim da će to doći. Zdelo se je, da je igrišče zelo počasno, zelo mehko, je bilo tako? Da, sporo lopta kad padne stoji, ne ide, previše suho, ali kako nama, tako i njima.
Kaj pa pravite na sporočila navijačev? Videli ste jih zagotovo transparente. Vam je to dalo dodatno motivacijo ali dodaten pritisk? Pa sigurno da, motivacija sigurno, znamo šta navijačima znači klub, znači nama. Evo danas smo to dokazali, idemo sad i dalje utakmicu svaku se boriti. Blizu smo zone ispadanja, moramo davati 100% od sebe kako bi što prije došli u neku mirnu zonu. Najlepša hvala.